Spoštovani zbrani, na prizorišče prihajata načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš in minister za obrambo, magister Borut Sajovic. Spoštovani zbrani, spoštovani minister, načelnik in seveda spoštovane upokojenke in upokojenci, prav prisrčno dobrodošli na našem tradicionalnem prednovoletnem srečanju. Veseli smo, da ste se tudi letos zbrali in si vzeli čas za druženje, klepet in morda kakšen nasmešek več, saj je konec koncev predpraznični čas. In kako bi lepše začeli, če ne z glasbo? Zato vas najprej povabim, da prisluhnemo komorni zasedbi Orkestra Slovenske vojske, ki nam bo kot prvo skladbico zaigral Tivoli. Tako je, prisluhnimo.
Hvala lepa za ta krasen uvod. Sedaj pa k nagovoru vabim predsednika Društva upokojencev Ministrstva za obrambo, brigadirja v pokoju Milana Obrezo. Gospod predsednik, izvolite. Vidim, da se je letos majhen protokol spremenil, včasih sem bil zadnji, ampak ajde, vseeno. Gospod minister, načelnik in pa normalno je vsi visoki častniki, počastniki in tako naprej, predvsem pa upokojenci, lep pozdrav tudi z moje strani. Leto je naokrog in zopet se zberemo v takali lepi družbi in normalno je, vsi vedno čakamo ta dogodek. Kajti ta dogodek je za nas, da rečem, nekako nam je prirastel k srcu. Kajti mi, ki smo se upokojili že tam nekaj let nazaj, smo nekako sodelovali vsak po svoji moči, tudi, to se pravi, v izgradnji naše domovine in pa vsega ostalega je. Vsak je primaknil nek kamenček. In ta kamenček je potem pomagal, da smo prišli do Slovenske vojske, da smo prišli do Ministrstva za obrambo in normalno tudi do svoje domovine. Zato nam je v čast, da nas tudi minister, načelnik in pa normalno pokličete vsi tukaj na takšno zborovanje, da vidimo, da nismo pozabljeni, kajti to je izredno pomembno. Zato še enkrat hvala ministru, hvala načelniku in pa dovolite mi, da samo nekaj besed še rečem o Društvu upokojencev. Zakaj? Zato, ker je Društvo upokojencev nekako letos obeležilo jubilej. Mi smo praktično že 30 let je preteklo, odkar smo ustanovili društvo. In v teh 30 letih se je veliko ljudi in vključilo in izključilo in so všli kakorkoli. In je izredno pomembno, to se pravi, da sodelujemo in pa seveda, da čuvamo drug na drugega. Pomembno pa je tudi, da so takala srečanja, kajti in normalno Slovenska vojska in Ministrstvo za obrambo nas podpira in potem tudi uspešno mi lahko delujemo. In seveda potem tudi lahko prenesemo vse tele vaše izkušnje, naše izkušnje, kakorkoli obratno da potem lahko tudi mi agitiramo v naši okolici in v naši sredini. Zato upam, da bo to društvo še naprej podprto, tako kot je do sedaj, in da bomo potem lahko tudi mi, že kakorkoli, tudi če smo v pokoju, v svojih sredinah lahko vse to širili. In pa seveda vabim tudi čim več novih, to se pravi, ki bodo šli v pokoj, da zasedajo tudi kakšno, da rečem, dolžnost ali pa kakorkoli, da se pridružijo k nam. Že tukaj zdaj vidim enega načelnika, kateremu hočem reči, dobrodošel tudi med nami in pa seveda velika hvala tudi za vse tisto, ker jaz mislim, da doslej, vsaj odkar sem jaz na čelu tega, smo lepo sodelovali in pa da je bilo vse v redu. Jaz bi samo zaželil vam danes lepo druženje, zaželil bi vam lepe decembrske dneve in pa normalno v naslednjem letu čim več uspeha na poslovnem področju, družinskem področju, kakorkoli se to obrne in pa seveda predvsem zdravje. Kajti zdravje je tisto, ki potem nas pelje naprej in pa seveda, da smo srečni in pa zdravi. Srečno! Hvala lepa in za predah med govori in še bolj praznično vzdušje zopet pripadniki orkestra Slovenske vojske s skladbico White Christmas.
lepa. Spoštovani zbrani, k besedi vabim ministra za obrambo, magistra Boruta Sajovca. Minister, izvolite. Evo, vsem skupaj prijazen dober dan, pa dobrodošli. Ste naša najpomembnejša, zelo številčna in pa stabilna brigada, ampak kdor bi analiziral sestavo, bi videl, da je z upokojitveno zakonodajo nekaj narobe. Fantje gremo v penzion pri 70-ih, za naše pripadnice bi pa rekel, da je že pri 50-ih, tako da je gospe izgledajo bistveno boljše. Hvala lepa. Hvala lepa pa vsem, ki ste tle. Letos nas je okrog 700, mi zmeraj skuhamo za 900, tako da povejte še tistim sosedom, prijateljem, sodelavcem ali pa znancem, ki še niso podpisali obrazca s svojimi osebnimi podatki, da jim predsednik, brigadir in pa njegov namestnik lahko pošljeta osebno pošto domov. Mogoče je pa komu tudi zadost, da prebere zadnjo stran Slovenske vojske ali pa internetno. To je moj odgovor. Vsako leto se kdo pritoži, a name ste pa pozabili, nam ne ostane drugega, kot pa da zakon, kakršenkoli že je, upoštevamo. Vesel sem, da je rad pridete, da se podružite, da smo skupaj, predvsem pa, da vam rečem s hvaležnostjo za vse, kar ste prispevali k izgradnji sistema od poznih 80-ih let preko prvega postroja osamosvojitve, vojne pa do danes. Kaj je v tej zgodbi pomembno? Prvo sporočilo, ki ga moramo ohraniti za naprej. Dobro nam gre vsem skupaj, kadar smo enotni. In to je tisto, kar se mi zdi, da je, kar je najpomembnejše in pa najbolj dragoceno. Smo v zadnjih letih naredili velik napredek. Danes smo imeli kolegi, imeli bomo imenitno tehniko, vse več jo bo, ampak kot ministru bi je bil najpomembnejši podatek, da nas bo drugo leto zapored v sistemu spet več. Več tistih, ki se na novo zaposlijo, kot pa tistih, ki bodo odšli v pokoj. Dobra številka je tudi, da imamo skoraj 700 štipendistov in da je prepoznano, da so naše štipendije med najvišjimi v državi, razpisujemo pa štipendije za 60 različnih poklicev. Mogoče komu ni do obrambe, ni do orožja, rabimo pa tehnike, računalničarje, zdravnike, inženirje, serviserje, ni. Konkreten napredek od lanskega leta do letos tudi v pogodbeni rezervi. Mislim, da je 150 ljudi tam več, kot jih je bilo. Tudi tabori za mlade so odlično obiskani. Kar se tiče krepitve sistema, Triglav ladja prihaja nazaj, v mesecu bo tukaj, prvič jo čaka pomol. Naročili smo helikopterje, letalo drugo Spartan je pri nas. Pomembno se pa zdi povedati, poleg artilerijskih sistemov Cezar in pa 2 tipov protizračne obrambe Iris, da vlagamo veliko tudi v osebno opremo, v oborožitev pripadnika in pripadnice. Tlele zadaj za nami si pa lahko pogledate, ali pa v Postojni, pa še kje, kako izgleda urejena vojašnica. Standard je res na visokem nivoju. Podobne krepitve tudi v sistemu sil za zaščito in reševanje. Hvala lepa, poveljnik Srečko in pa državni sekretar
Tomaž, za vajen trud in pa prispevek v tej zgodbi. Smo na koncu razdelitve 25 kamionov v občine na poplavnih območjih. En tak kamion s kontejnerji je vreden, odvisen aj manjši, aj večji, od 700 tisočakov do milijon. In pa traktorji so se pokazali kot zgodba, ki lahko hitro in pa učinkovito pomaga, in pa do konca leta bomo dali certifikat prvič tudi 3 slovenskim pilotom, ki to vrsto tehnike obvladuje. Sistem se krepi tudi zato, pa mi je mogoče to reči z grenkobo v srcu, ker je delo zaposlenih na MORS-u ali v vojski danes ocenjeno in pa plačano bolje. Smo eden tistih sistemov, ker se nam močno pozna reforma plač v javnem sektorju. Škoda, ker vseh pokojninskih zgodb obdobja z odmernim odstotkom so bila tudi nepoštena, krivična, tega za nazaj se ne da popraviti, nekaj pa popravljamo z rednim poštenim usklajevanjem in pa z dodatki. Vsem skupaj res hvala lepa, ker ste tle, držati moramo skupaj, biti enoten je pošteno, napredno in slovensko. Ni pomembno, kaj mi mislimo o teh ali drugih vprašanjih v družbi, ampak kadar gre za Slovenijo, je pa opredelitev ena sama. In biti moramo enotni, dobro opremljen, visoko motiviran in pa pripravljen. Z načelnikom sva ta teden prišla z obiska v Ukrajini. Jaz moram reči, da tam se hrabro, odločno se upirajo in pomembno je tudi stanje duha in pa enotnost družbe. Jaz sem prepričan, da pri nas nič takega ne doživimo, ampak odvračanje je v doktrini vedno imelo jasno in pa glasno sporočilo sosedom. Za konec zdravja, veselja, zadovoljstva, dobre družbe, dovolite pa še en klic, da z tega mesta rečem hvala, vas pa v nadaljevanju prosim za en aplavz. Naš načelnik, jaz upam, da ne gre v penzion, ampak zaradi zakona more samo sleči vojaško uniformo. Na teh ključnih dolžnostih, ki imajo veliko težo in odgovornost, je preživel 7 let na najodgovornejših, 5, več vlad, več ministrov v službi Slovenije. Tako da, Robert, iskrena čestitka, pa velika in ponosna hvala lepa. Bravo. Za konec pa sam še na misel, da vam bo lažje nagovoriti sosede, otroke, vnuke, da je braniti te lepe kraje, naše ljudi, naša sveta dolžnost in da če tudi ne bomo rabili, moramo biti pa za to pripravljen. In primorski rojak Igo Gruden nam je tam v obdobju konca druge vojne zapisal eno čudovito misel, takole prav: naj kdorkoli kdaj vas vpraša, kdo živi na zemlji tej, vedi, zemlja ta je naša, tvoji dedi spijo v njej, zanjo bori se naprej. Srečno! Hvala lepa gospodu ministru in v duhu nagovora gospoda ministra je tudi naslov oziroma skladba, ki nam jo bojo komorna zasedba Orkestra Slovenske vojske zaigrala za konec, ki pravi: prijatelji, ostanimo prijatelji.
Hvala lepa. In zdaj, kaj naj rečemo? Naj se druženje začne. Čaka vas prigrizek in kapljica rujnega. Želimo vam vsem skupaj čudovit dan, lepe praznične dni. Ostanite zdravi, veseli in se vidimo prihodnje leto. Hvala lepa in srečno.